Ja, zaenkrat smo še na premogu, gremo pa naprej s tako imenovanim zelenim prehodom. Ne glede na to, to je potrebno poudariti, kdaj se bo dejansko izstop iz premoga zgodil. Ne želimo biti na koncu dneva stisnjeni v kot. In konec koncev z naslednjim letom se odpre tako imenovani GTF mehanizem, v okviru katerega lahko seveda počrpamo nepovratna sredstva za tako imenovano zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Najprej pa moramo tega, kar bo, pridem tudi do financ, ampak tega ne bo dovolj. Konec koncev gre za zeleno preobrazbo približno 120–130 milijonov evrov v naslednji finančni perspektivi iz naslova GTF-a v Ministrstvo za infrastrukturo približno 18 milijonov evrov plus 10 milijonov evrov nerazporejenih sredstev. Ta sredstva so dovolj za tako imenovano prvo fazo. Prva faza pa zajema najprej, da se uredi toplotno mreže za delovanje oziroma obratovanje na nizkotemperaturnem režimu. To pomeni, da moramo približno 250 toplotnih postaj preoblikovati oziroma predelati na nizkotemperaturni režim. Približno 7 km toplovodnega omrežja je potrebno izolacijsko obnoviti, da bomo zmanjšali izgube. 6 km ga je najbolj kritičnega tukaj pod pravzaprav temi največjimi naselji znotraj urbanega naselja. In ko to naredimo, bomo približno za 20 000 MWh zmanjšali porabo toplotne energije. To pomeni, da bomo približno 500 000 evrov na leto lahko privarčevali z naslova nakupa CO2 kuponov. Potem pa sledi, oziroma že kar takoj naslednjo leto sledi tudi priprava projektne dokumentacije in izbira poslovnega modela za postavitev sončne toplarne. Približno 10 hektarjev zemljišča bomo v prvi fazi uporabili za to in pa postavitev tudi toplotne črpalke na centralni čistilni napravi z odpadno vodo, v okviru katerega bomo tudi zagotovili dodatno toploto. To je ta prva faza, v kateri pričakujemo, da bo v naslednjem mandatu seveda tudi uspešno zaključena in da bomo skoraj da večji del letnega režima toplotne oskrbe imeli tudi pokrito. V vmesnem času, to se bo pa naslednjem letu odprlo, poteka aktivna razprava potem skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in z Evropsko komisijo pa z energetskimi družbami. Ali gremo v svoj sistem kurjenja nekega odpadka, lahko je to biomasa, lahko da bo kaj drugega, ki bi ga umestili znotraj mestne občine Velenje. Mi se pa bolj zavzemamo, da ohranimo energetsko lokacijo na območju termoelektrarne Šoštanj in koliko bomo seveda v tem partnerskem odnosu uspešni, bomo seveda izkoristili to energetsko lokacijo in to posprojeni in v okviru te energetske lokacije zagotovili kurjenje, še enkrat, ali pa termične obdelave nekaj vrste odpadka, tudi za zimski režim oskrbe s toplotno energijo. Gospod Hribar. Ja, jaz na te zadeve malo bolj široko gledam. Zime so vsako leto bolj tople. Zdaj mene nekaj drugega zanima. Nihče ne govori o tem, da bi imeli v Velenju končno centralno klimatsko napravo, ki tam že ena stoji, ampak bolj slabo deluje. Poletja smo videli letos, da so vroča, zime so vedno bolj mile, mi se pa ukvarjamo s tem, da nas ne bo zemlo, a poleti so ljudje umirali za vročine. Treba na te zadeve malo bolj široko gledati, ker se vidi, da se greva odrače, da bo te ljudi prej počasi začeti gladiti, ko ogrevati. Kar se tiče ogrevanja, jaz mislim, da zaenkrat je treba izkoristiti termoelektrarno Šoštanj za naprej. V tem kratkem času nisem mogla predelati vseh zadev. Se trudim, sem sama, nimam Možno se potem samo osredotočimo na to, kar je gospod Dermozar na koncu rekel, se pravi tudi nekak vlasten sistem sežiga odpadkov ali kakorkoli že nekak sežiga nečesa, kar se je dolina pred tem kot tema. Tako. Tudi sama sem mnenja, recimo, zdaj nekak se bomo mogli zagotoviti, da tudi sam sežig, malo sem se pogovarjala z ljudmi, so, ki ga podpirajo, so tisti, ki ga ne podpirajo. Ampak jaz pravim, že zdaj neke stvari sežigajo, sami smo priča temu. Mogoče, če bo to naredil bolj na legalen način, bo pač vse bojo študije, pa bojo strokovnjaki, pa bojo čistile naprave druge in to je to. Mi moramo ohraniti neodvisnost. Zdaj pa sploh v tem času, ne moramo na nek plin računati, to je prvi vrsti. Hvala, gospod Medved. Ja, zdaj takole. Več misli imamo okrog tega, ampak najprej tole rečem. Vse to, kar zdaj napovedujejo okrog prehoda na obnovljive vire,
bo prineslo dražjo energijo katerekoli vrste za porabnika, pa ne bo to električna ali toplotna. Pri električni in še nekaj, jaz sem dolgo v tej energetiki. Videl sem že strašno veliko napovedi, kako bomo zmanjševali porabo. Do zdaj se še ni, v 30 letih niti enkrat to zgodilo pri nobenem viru. Vsi viri, potreba po njih raste in tudi pri toploti bo tako. Zdaj, kar se financiranja iz tega pravičnega prehoda tiče, to pa mislim, da je najbolj neposrečen izraz, kar si ga je nekdo mogel izmisliti. Res. Ja, se bom povedal. Kar ste daje jedrnato? Pravičen prehod. Da ti v isto malho siliš Zasavje in pa Šaleško dolino. Oni se že 20 let zapirajo, so do zdaj porabili milijardo evrov. Šaleška dolina se še ni začela zapirati, pa ji obljubljajo 100 milijonov za zapiranje in tako naprej. To bi bil, mislim, to ni pravičen prehod. Kar se tiče zamenjave vira za komunalno ogrevanje, je pa to. Čim prej potrebujemo zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje s to definirano letnico. In potem bomo mi videli, koliko intenzivno moramo iti v obnovljive vire, da nas ne bo glava bolela zaradi cen energentov za ta segment. Hvala. Zeleni prehod vemo, da se mora zgoditi ne zaradi zakona, ne zaradi Evrope, zaradi nobenega drugega, ampak predvsem zaradi narave same. Ljudje znamo biti zelo dvolični, kadar govorimo o naravi, o trajnostnem, o zdravem, pa istočasno o denarja, ki bi ga za to pa namenili. Predvsem moramo paziti na občane, na posameznike, na individualne potrošnike, na hiše. Na vsako hišo ne gre fotovoltaika. Vsak si ne bo mogel tega privoščiti. Ena izmed možnosti je seveda to zadružništvo, da vse 25% proizvedene energije damo nekako v zadružništvo. Drugo je, da posameznikom, individualnim porabnikom pomagamo pri svetovanju, ustanovimo energetsko pisarno in pomagamo do subvencij. Predvsem jim pomagamo ne samo do subvencij ekosklada, ampak iz občinskih subvencij. In to za vse, ne samo za tiste, ki so na daljinskem ogrevanju. Kako bi pa daljinski sistem rešili? Daljinski sistem bomo mogli rešiti, se pravi, eno je za večje porabnike, drugo za manjše. Verjetno bomo tukaj uporabili degradirana območja, bo fotovoltaika večja, elektrarna, potem pa večja toplotna črpalka, govora je tudi voda, zrak na jezeru, v glavnem več je možnosti. Mislim pa, da je prav, da tukaj strokovnjaki svoje naredijo in povejo ljudje, ki pa tukaj živimo, ko odločimo, ali gremo v to ali ne. Ja, meni pravzaprav nič druga ni ostalo, kot da reče, da se bomo greli na atomsko energijo, ker ostalo se mi vsi moji predhodniki povedali. Ampak jaz mislim, da seveda daljinsko ogrevanje... Da strinjate, da? Ja, seveda, sej načelno se strinjam z tem, ker je treba iti na zeleni prehod, treba je obnovljive vire energije in je treba tu seveda, jaz mislim, da za obnovljive vire imamo pogoje. Namreč imamo tudi ogromno streh. Jaz proti temu, da se recimo dokler ni zadnja streha v javnih zavodov vsaj pokriti, po vseh teh tovarnih streh, ki imamo, da ni pokrita z fotovoltaiko, da se ne gre v naravo in se tam postavljajo neke elektrarne. Tako da mislim, da tu imamo kar neke možnosti, seveda, obnovljivi viri so, ampak jaz upam si trditi, da še vedno bo premogovnik delal vsaj tja do 2040-2050. V tem času bomo pa seveda najdli tudi rešitev, ker mogoče še danes niti ne poznamo, kajti tehnologija gre zelo velikimi skoki naprej, tudi voljo ogrevanja, tudi vodik ni izključena, da bi lahko ga koristili za te namene. Skratka, vsekakor moramo obdržati daljinsko ogrevanje, predvsem zaradi čistoče zraka in zaradi ohranjanja narave.